Pri nas ste že večkrat razstavljali, z veseljem smo ogledovali in občudovali vaše slike. Nekaj ste nam jih tudi podarili in le te krasijo stene našega domovanja. Danes, ko je otvoritev spet ene razstave vaših prečudovitih stvaritev, vam iskreno čestitamo in vam želimo še mnogo ustvarjalnih let. Hvala, da smo prijatelji in hvala, da se z nami družite. Tole je pa vedno najem pozdrav, kadar se srečava tle v domu, ne? Parkinsova bolezen. Dokler lahko poskušam živeti z njo v sožitju. Na svojih sprehodih po naravi Vesna Aljančič premaguje težke noge in prevelike kamne na poti, opazuje in ugotavlja, da med kamenjem domujejo lepe cvetlice. Nabrano cvetje suši za čaje, predvsem pa iz njih ustvarja kompozicije, ujete v format papirja in tako ohranja spomin in stik z naravo. Tako iz različnih suhih cvetov nastajajo novi motivi, ki jih poudarja z izbori različnih barv podložnih papirjev. Prijateljica Vesne, pokojna Špela Tekavec, je svoji kolegici Vesni napisala pesem, ki opisuje, da so v cvetju skrite vse želje, žarki sonca in veselja. Pesem vam bo recitirala Ivanka Lisac. Vse, kar narava lepega nam daje in kar v srcu tiho spi, kar gledajo noči najraje, v okvirih te spet znova zaživi. Dolga leta sedaj za mano so, vem, da bilo ti večkrat je hudo, le sreče ni bilo za naju dva, premlada za ljubezen sva bila. Ne reci nikdar, da nisi ljubila me, ne reci nikdar, da vse so le sanje bile, le to si želim, da z mano živela bi, rad bi verjel, saj to naj ostane mi. Ljubiti nekoga je kot v pravljici, a pravljica le v knjigi še živi. Naj naju bila zavedno ponese tja, saj prava je ljubezen tam doma. Ne reci nikdar, da nisi ljubila me, ne reci nikdar, da vse so le sanje bile, le to si želim, da z mano živela bi, rad bi verjel, saj to naj ostane mi. Rad bi verjel, saj to naj ostane mi.
sem pokukala, ko sem potrebovala pedikuro. Tudi ta usluga je bila prijazna in z veseljem sem se vračala v dom, tudi ko sem imela ljubljenčka Bjana. Na vsakodnevnih sprehodih mi je Bjan utiral pot do marsikaterih prijateljev, saj je bil prijazen do vsakogar. Bjana ni več. Tudi nekaterih prijateljev ni več. Imam pa prijetne izkušnje s stanovalci, ki se zbirajo v vseh trenutkih dneva, kot da hočejo narediti šopek. Prijetni so bili trenutki, ko smo sedeli na klopcah in si pripovedovali zgodbice našega življenja. Še predno, ko nas ne bo, verjamem, da se bomo zbirali v nove šopke in spet bo priložnost za nova prijateljstva. Z veseljem bom sodelovala pri zgodbah. Vsekakor pa mislim, da moramo na taka srečanja povabiti uslužbence doma, saj imajo oni glavno zaslugo za tako prijeten in vzorno urejen življenjski kotiček starejših. Sem mehka kot topla dlan, na črtah zgledi lipa kakor prej, še vidno rdeč nagelj cveti. Vse bi še dal za tisti dan, ko z njo si pokrila lasi in mi z nasmihom tiho dejala, da dež jih zmočiti ne sme. Vse bi še dal za tisti večer, ko z njo si zakrila obraz, da pred menoj bi skrila solze, ko Bog je pozabil na nas.
Za konec pa še spomini in zeleni mah. Veš, mah vse preraste. Ostali bodo le spomini, tisti lepi, nežni, mili. In nič ne moremo za to, čeprav ni prav, pa vendar je tako. Dragi obiskovalci, to pod moje razstave. Ponosna sem, da lahko z vami sodelujem na tak način, da cenite moje izdelke in veseli me, da jih tudi kdaj kupim. Čeprav manj enkrat. Ker sem ga oblekla jaz, nisem imel vsiklo, da je tisti plašč, da bi bila velika prostorna.